Zdaj, na tem mestu bi jaz prepustil besedo dr. Mencingerju, ki bo pojasnil predvsem na primeru državnega holdinga, v kakšno smer gre trenutno Slovenija. No, jaz bom začel pravzaprav s krizo. In sicer me zanima zaradi tega, ker se zdi, da je v krizi nekaj potrebno dodati. Po moje krizo mogoče razložiti z neko mešanico marksizma in kejnezijanstva. Ker na eni strani ta delitev, ki se je začela v korist kapitala in na škodo dela, se je nekje začela v 80-ih letih. Istočasno se je selila produkcija zmeraj tja, kjer je poceni delovna sila, kot se je rekel, in pravzaprav povpraševanje je bilo začeto generirano praktično s krediti. To se pravi, po vsem svetu je bilo povpraševanje generirano v tem času s krediti. Naslednja stvar, ki je nastajala v teh 30 letih, je podvig teh finančnih produktov, novi finančni produkti, delež finančno-družbenem produktu je izredno narasel. Slovenija je pa nažalost tudi sodelovala v zadnjih letih med 2005 in 2008 v teh splošnih trendih. Najbolj se to kaže ravno v nepremičninskem balonu pa v napihovanju finančnega sektorja. Ko je bila gospodarska rast sicer prevelika, ker normalna gospodarska rast, ki jo lahko dosežemo s svojimi prihranki približno 4%, je ta rast, ki je približala 7%, bila 15% generirana, oziroma 15% rast je bila gradbeništva in pa 15% rast finančnih produktov. Vse ostalo je raslo relativno normalno. Če gledamo zdaj še razvoj, potem je treba ločiti razvoj do leta 2004 pa razvoj po letu 2005. Jaz bi rekel transformacijske depresije, ki je bila v Sloveniji relativno blaga, deloma zaradi socialnih priložnosti, ki smo jih imeli, zaradi mene razpašenost industrije po celi deželi, pol kmetje in tako naprej, kar ustvarja socialno zelo stabilno družbo. Potem je bila na nek način do leta 2004 smo imeli prevlado tako imenovanih staroekonomistov v ekonomski politiki. V čem je šlo staroekonomistov, lahko rekel, ne verjamemo v to, da trg vse uredi, verjamemo v to, da so potrebne neke prerazdelitve v gospodarstvu, verjamemo v to, da je treba delati stvari počasi, ne pa zelo hitro, da enostavno te prediki niso tako hitri. V letu 2005 je prišlo več ali manj s tistimi reformami do preloma ali pa rekel razmerje, kjer so prevladali mladoekonomisti oziroma saj te ideje mladoekonomisti, ki pa niso bili pravzaprav uspešni. To se pravi, da bi zelo težko tudi Janševo vlado tistega razlobja obdolžil kot neko neoliberalno vlado. Enostavno v vladi po moje sploh niso razlikovali med različnimi šolami. Ker je povsem normalno, zakaj ti pač ministri razlikovali med različnimi šolami, kaj posamezne šole pomenijo. No, zdaj pa se vprašanje, a je Slovenija res tako različna, kot mi mislimo, da je. Razlikuje se na vsak način od vzhodnoevropskih držav in razlikujejo se zaradi tega, ker za razliko od drugih Slovenija ni sprejela ideje washingtonskega konsenzusa in je šla po neki svoji gradualistični poti. Saj pri nas nismo prečevali tujega kapitala, ampak na nek način nismo bili za to, da se tovarne in tako naprej prodajo. In to je bilo povezano s tem, kakršno je bilo pravzaprav stanje v letu 90. Mi moramo vedeti, da smo takrat imeli čist normalen trg produktov, nekoliko nenormalen trg dela, ker je v samoupravljanju zelo jasno, da bomo imeli neko asimetrijo, ker ne moš počakati, da bi delavci sami sebe odpuščali, to se pravi že nekaj specifičnega, ima seveda nek specifičen trg kapitala, pa nekaj težji, ker zelo težko prodajaš nekaj, ker je družbena lastnina. V resnici pa ni bilo čisto tako. Tisto, kar smo mi imenovali družbena lastnina, je bila v veliki meri kolektivna lastnina. Če si bil v službi v dobrem podjetju, se koristijo od dobrega podjetja, so se razpršile tudi na delavce, v dobrih podjetjih so imeli počitniški dom, pa zaradi mene vrtec, pa visoke plače in tako naprej. Se pravi, to je bila ideja te kolektivne lastnine, ki jo pa seveda pri nas nažalost v privatizaciji tega nismo upoštevali. V tistem času zelo močno poudarjal profesor Bajt, ampak to je bilo več ali manj v tisti hitrici, moramo takoj privatizirati v veliki meri zanemarjeni.
Kogarkoli, jaz bi rekel, razvoj nekje do leta 2005 v Sloveniji bil dosti normalen, ne glede na to, da smo neko neumno potezo pravzaprav prek noči ustvarili 2 milijona kapitalistov, ampak teh 2 milijona kapitalistov so imeli edino željo, kako svoj proizvodno premoženje pretvoriti v potrošno premoženje, to se pravi nekaj prodati za to, da kupu avto. In to se je zaradi mene še izmeraj poznal v podjetjih. Namreč, da bi naredili privatizacijo tako, da se kapital prihaja v podjetja, smo naredili privatizacijo takšno, da kapital v podjetju odhaja. To je bila zaradi mene zelo velika temeljna napaka, ki se je pa poznala šele mnogo let, pozneje. No, če gledamo spet na gospodarsko krizo. Osnovni problem te gospodarske krize v svetu je, da je nastala v privatnem sektorju. Javni sektor praktično ni mu popolnoma nič upravil s krizo. Če bi znotraj Evrope lahko kakšno državo obtožili, da gre za zapravljivost javnega sektorja, bi bilo to Grčija. Med drugim je 10 milijard porabila za to, da je naredila olimpijado. Samo istočasno so seveda te finančne inštitucije zapada to zelo dobrohotno financirali. No, če gremo zdaj na Slovenijo, ali pa pravzaprav položaj Sloveniji. Problemi so nastali v finančnem sektorju. Med leto 2005 in 2008 so nenadoma vsi verjeli, da je 30% donosnost na kapital nekaj povsem normalnega. Ljudje so zaradi mene, tudi tisti, ki so kupili delnice v Mariborski kreditni banki, so verjeli, so si sposodili denar za to, da bo pač moj zelo velik donos, ker naslednji dan bo pa delnica 40 in tako naprej. In res, v prvem mestu je bila že 40, potem pa tisto, ki je vedeli, so to prodali, medtem ko je pač tisto premoženje, ki je nekdo kupil po 27, mislim, da zdaj delnica te iste banke 1,3 evra. Če je nekdo samo prihranke porabil, stvar v redu, ampak veliko so se ljudje zadolževali za to, da so to kupali. Nekaj podobnega so delala podjetja. Podjetja pri nas v tem razdobju smo v hotelu vsi so hoteli postati multinacionalke in seveda so kupovali takšne in drugačna podjetja po nekdanji Jugoslaviji, predvsem banke, zavarovalnice in tako naprej. Ker pa je bilo doma depozitov premalo, so seveda še kredite so pa banke dajale z velikim veseljem, ker je bil pač pocen denar na evropskem trgu, smo se začeli sposojati ta denar v tujini. Banke so ravno tako sodelovali v tem hazardiranju, kot pa drugi ljudje. Podjetja so se na nek način postala odvisna od kreditov. To so delali posamezniki, varčevanje, ki je običajno varčevanje v depozitih, v banki, pa kjer nekoliko izgubljaš, ampak to je še varčevanje, se je začel pretvarjati zmeraj v neko hazardiranje pri tej stvari, špekulacije takšne in drugačne. No, jasno, tudi nekaj podobnega so počeli tako imenovani tajkuni, ki so na nek način se potem vsa krivda zvalila na tajkune. Sam, če gledamo v resnici problem kreditov v slovenskih bankah, je teh tajkunskih kreditov približno manj kot 10%. Vse ostalo so bile pa razne tiste ideje, kako bomo takrat hitro rasli in tako naprej. No, seveda, zdaj potem pridemo do tega, da smo, kot je bilo že prej rečeno, neto zadolženost Slovenije konc leta 2005 je bila nič, konc leta 2008 je bila 10 milijard. To zdaj rekel, jaz to ni, da vem, kako velika številka proti druge državam. Je velika, nastala je zelo hitro. Kaj se je najbolj v bančnem sektorju zgodilo? Če smo prej imeli depozite pa kredite enake, to se pravi razmerje med krediti in depoziti je bilo ena, kar je po mojem konzervativnem mnenju dobro, to pomeni, da vse kredite jaz lahko ustvarim z domačim varčevanjem v bančnem sistemu, se je to razmerje v 3 letih dvignilo na 1,6, 60%. To je bila pa zadolžitev bank v tujini. No, nažalost je ravno ta razdobje tega pretirane rasti pa vsega pretiranega se je začela kriza. Če ne bi toliko zapravili v tiste prejšnjem razdobju, potem pač kriza bi bila, jasno, da je Slovenija ne more preprečiti, ampak kriza bi bila saj socialno bistveno manjša, ker bi se dalo
nekoliko posredovati, tako smo pa sami v zelo neprimernem trenutku, lahko rekel, se je začela kriza, ali pa bi lahko rekel, da se je kriza začela vsaj 2 leti prepozno. Ker če se 2 leti prej začela svetovna kriza, bi bili v bistveno boljšem položaju, kot pa da se je začela v letu 2008. Zdaj je Slovenija lahko reagirala. Lahko bi rekel, Pahorjeva vlada je bila precej nespretna. Neki predlogi, ki so bili dani, so bili pravzaprav v celoti spregledani. Zaradi mene takrat so se pravili na to protitajkunsko gonjo. Samo s to protitajkunsko gonjo so pa v bistvu uničevali podjetja, ne pa tajkune. Tajkuni zaradi mene niso nič takega protipravnega naredili. Povsod lahko delnico zastaviš, povsod lahko vzameš kredit, pa zastaviš delnico. To je nekaj normalnega. Problem je samo, kako daleč je to šlo. No in potem smo še bolj zaustavili vse kreditiranje, kot bi bilo pa potrebno. Predvsem pod političnimi gesli, ki so bila seveda zelo privlačna, pač v slabih časih je treba najti nekoga, ki je kriv in tak tajkun je seveda zelo primerna oseba za to, da je kriv. Ampak problem je, da smo začeli s tem potakljati podjetja, ker veliko kreditov so se proglasili kot slabi krediti, bi se dalo rešiti, če bi bile banke pripravljene to narediti, neko restrukturiranje kredita, ali pa včasih celo z novim kreditom, ki bi omogočil, da bi se denarni tok podjetja povečal in bi se iz tega ven izvlekel. Samo nenadoma so se bankirji povsem umaknili, nekjer več jih ne vidite in so se v bistvu obnašajo, kot da pri vsej krizi nimajo nič uprav. No, tu je treba dodati še regulatorje, in to evropske pa domače, medtem ko so bili prej zelo sproščeno, celo veljali, recimo, če vzamemo kapitalska ustreznost, razmerjene kapitalov in pa količino posojil, če se na kratko ali pa aktivo, je bila 0,4 in v tistih časih je veljal vsak za slabega bankirja, če ni izkoristil do konca te možnosti, ki mu je pač dajal regulator. V tistem hipu, ko je prišla kriza, so regulatorji namesto, da bi popuščali to mejo dvignili na 12%. Naenkrat se je vse zelo zaostrilo. Istočasno pa ta zadolžena podjetja, kjer je pač padla proizvodna, niso več mogla vračati kreditov. To se govori o slabih kreditih, pa koliko jih je. Koliko je slabih kreditov, nihče ne ve, ker je to vsako uro pa vsak dan drugače. To se ne da zračunati. Če mi propade eno podjetje, zaprejo eno podjetje, ki je delalo z 10 ali 20 drugimi podjetji, so bila ta podjetja, so tudi imela kredite, so bili včeraj dobri krediti, ker so lahko vračala vse te kredite. Zaradi tega propada enega podjetja, potem pride do tega, da je zdaj nenadoma, se vsi ti krediti postanejo slabi krediti, zaradi tega, ker pač to podjetje ne more stvari več prodajati. Se pravi, je to neka stvar, iz katere je treba v pride. No, tule pa pridemo do teh naših rešitev. Se pravi, še pred tem. Kakšne ima pravzaprav možnost Slovenija, da bistveno spremeni? Slovenija se krize ni mogla izogniti. Pri nas je kriza prišla v resnici preko realnega sektorja in če gledate gibanje bruto domačega produkta, v krizi zelo močno upade zunanja trgovina in upadejo investicije. In ker smo majhna država, zelo močno vezana na izvoz, mi še zelo posebno, ker v veliki meri izvažamo sestavne dele, enostavno tega se ne da preprečiti. Se pravi, a bo se kriza nadaljevala, ali se bo sploh kdaj končala, ni odvisno od nas, odvisno od vsega tega, kaj bojo počeli v Evropi. No, v Evropi so pa sprejeli osnovno pravilo. Kriza je nastala v javnem sektorju in zato, da bomo prišli iz krize, je treba pač omejiti javni sektor. To je povsem zgrešeno. Kriza ni nastala v javnem sektorju. Veliki proračunski primanjkljaji so se v veliki meri povečali zaradi tega, ker so države morale reševati privatni bančni sektor, ker ga enostavno ne moreš potopiti, ker ne gre zdaj za reševanje bankirjev, kar se običajno smatra. Seveda bankirjev mimo grede,
ampak gre za reševanje depozitov v banki, ker če bo banka rekla, če bo bankir rekel, danes ti pa ne moreš izplačati svojega tekočega računa, potem tisto banko lahko do večera zapre in to se lahko razširi na druge banke, ker je zelo jasno, če imate depozite na drugi strani, če imate kredite, teh kreditov se ne da čez noč dobiti nazaj, podobno kot so pač depoziti, ki so večinoma kratkoročni. No, to se pravi, te slabi krediti so se kopičili, pa se bodo še zmeri kopičili, dokler se ne bo povečalo povpraševanje. Ker problem je na strani povpraševanja. Kriza, ki je nastala, je kriza hiperprodukcija, ki jo je seveda še povečalo to, kar je Evropa počela s svojimi idejami v družbi znanja in podobne neumnosti, ki se lepo slišijo, ampak povsem je bilo zanemarjeno agregatno povpraševanje. Ker rečeš, imam jaz družbo znanja, to pomeni, da rečeš, jaz bom znanje izvažal, uvažal bom pa produkte iz Kitajske, ampak znanje je v Šanghaju vsaj toliko, kot ga je v Lizboni, kjer so te lizbonske strategije nastale in to je popolnoma zgrešena usmeritev Evropske unije. Pravi, Evropska unija, ki krizo obravnava kot nekakšen potres, je pri nastajanju te krize sodelovala s svojo usmeritvijo, liberalizacijo tega in priseganje na to, da bo konkurenčna na svetovnem trgu. Biti konkurenčna na svetovnem trgu Evropa svojo socialno strukturo ne more biti. Ne moramo bi konkurirati nekomu, ki dela 6 dni na teden, 12 ur na dan, brez socialne varnosti in tako naprej. Od samega začetka je ta ideja konkurenčnosti. In danes še kar naprej slišimo, ja, mi moramo povečati konkurenčnost. Ja, če ves svet povečuje konkurenčnost, potem smo več ali manj skos na iste, da mora reči še biti. Samo še ta kriza hiperprodukcije bo večja, ker bomo zmeraj več proizvedli, na drug stran pa nam imeli povpraševanja, ker če mi je znižval stroške dela, pa tudi pač nihče ne bo nič več kupoval. Se danes ni več problem narediti. Problem je zmeraj prodati. Če naredite novo tovarno, se nič več ne vpraša, kaj bojo tam delati, ampak koliko ljudi bojo zaposliti. To se pravi, se je ta premik v ekonomiji, jaz sploh ne razumem, kako da pač ne razumejo, da je prišlo do teh velikih premikov. No, zdaj pa, če pridem do slovenskega, spet je, da se javni sektor velik. Ja, nič ni velik, povsem normalni je, če je nekaj normalno, kot je v Evropi. V Evropi so zelo velike razlike med deležem javnega sektorja od 30% v baltiških deželah, kjer se je 15% prebivalstva migrede izselilo, do 56% na Švedskem in to se je običajno v krizi se pač te deleži nekoliko povečali, ampak to so znotraj Evrope. Slovenija v normalnih razmerah pa 43%, to je točno toliko, da je na regresijski premici, če naredim regresijsko premico iz podatkov za Evropsko unijo. Glede tega smo povsem. Tudi glede večine drugih podatkov smo povsem normalna evropska država. Tudi jaz ne razumem, zakaj kar naprej nam nekdo vsiljuje nek takšen ali drugačen model. Ja, pa smo tam najslabši. Enostavno to ni res. Če pogledate veliko empiričnih podatkov, boste videli, da to ni nič. No, zdaj pa, ko bomo bili švali, tu sem jaz bilo tu 3 vprašanj, kje sem zdaj bo predolžil. No, 3 vprašanj, ne. Aktualna trg dela. Pri trgu dela je problem zelo enostaven. Količina dela je določena s povpraševanjem, to se pravi z gospodarsko aktivnostjo. Karkoli delaš na tem trgu dela, tako ali drugače, pa delaš nekaj na strani ponudbe. Se pravi, ob dani količini dela samo drugače prerazdeljuješ, tega problema v resnici nisi rešil. Drugačna je prerazdelitev in ta elastičnost, fleksibilnost in tako naprej, te to nič ne pomaga, dokler ne povečaš povpraševanje po delu. Povpraševanje po delu pa lahko povečaš samo na ta način, da povečaš gospodarsko aktivnost. V sodobni družbi pa ni nikogar drugega, razen države, ki lahko poveča gospodarsko aktivnost. Povpraševanje lahko poveča, ker prebivalstvo ga ne more, če ima zmeraj manj plače, investicije ga ne morajo, ker ni nobenih investicij, ker ne veš, kaj boš produciral, pa že kar obrestna mera nič, še zmeraj ne bo investicij. Zaradi tega, ker če ne veš, kaj boš produciral, tudi ne boš investiral in seveda potem izvoza pa uvoza ni, če ni druge gospodarske aktivnosti, to se pravi edina država. Pri nas je seveda država zelo omejena, ravno zaradi tega, ker smo zelo majhni.
No, zdaj bi se pa radi rešvali iz tega krča, v katerem smo, kreditnega krča. Prvič, kreditni krč je nastal po kreditni zasvojenosti, ni nastal čez noč. In seveda ta kreditni krč se kaže zdaj v razmerju med slabimi krediti in drugimi. No in zdaj je osnovna ideja, na eni strani naredimo slabo banko, vse slabe kredite bomo prenesli v to slabo banko in potem bojo banke začele posojati denar. Ne bodo začele posojati denarja, zaradi tega, ker ga nimajo komu posojati, če nimate povpraševanja, če nimate podjetja, ki vedo, komu bojo kaj prodala, potem boste na drugi strani še zmeraj imeli samo kreditojemalce iz obupa, se pravi, zato, ker pač jemne kredit na nek način preživi. Se pravi, te rešitve slaba banka ne bo naredila, če bojo šli slabe stvari. Drug problem slabe banke je, da se tu združi vse skupaj, rešuješ tuje in domače banke, ker pač še vzameš slab kredit. Kredit je bil običajno narejen s sindikatom nekaj bank in zdaj rešuješ istočasno tujce in domače. Pri tej slabi banki jaz enostavno ne razumem nečesa. Finančni minister je zaradi mene čisto lepo izobražen ekonomist, ideološko je seveda pač neke ideološke priprike, ampak jaz enostavno ne razumem, kako človek ne posluša, recimo profesor Ribnikarja pa Boleta, ki sta zelo enostavno zračunala, da je reševanje na takšen način zelo drago, da bi bilo bistveno bolje reševati probleme z dokapitalizacijo, ker to je samo druga plat iste medalje. Ali vzameš kredite ven, slabe kredite ven si dokapitaliziral, ali pa dodaš nekaj kapitala, pa si spet isto stvar naredil. Ampak seveda, da je una stvar je draga, ta stvar je pa bistveno cenejša. Ampak pri nas je problem z dokapitalizacijo v tem. Dokapitalizacijo so se šle vse evropske države. Samo to se je naredil to prek noči, odločili o tem 5 ljudi. Pri nas pa eno leto razpravljamo zmeraj o dokapitalizaciji, pa kakšno je breme davkoplačevalcev in podobne stvari. In o tem razpravljajo ljudje, ki sploh se ne sama zakaj gre, ampak še zmeraj pa vejo, koliko je ta prava številka in tako naprej. In to je problem te slovenske pravzaprav dokapitalizacije. Rešitev z dokapitalizacijo jasno. Profesor Ribnikar je jasno rekel, država je kot lastnik, kjer je lastnik, pač kot lastnik ima skrb za banko in zaradi tega pač mora pač priti s to dokapitalizacijo. In v čem je prednost tega? V tem, da če ima kdo informacije o podjetjih, potem imajo to banke. In banke bi bistveno lažje reševali te probleme, ampak banke tega niso hotele početi, zato ker je najenostavnejši nič narediti, ker če boš nekaj počel, te bojo pa proglasili, da pomagaš tajkunom. In vse ta ideja slabe banke pa v veliki meri je namenjena temu, da bomo zdaj iskali, kdo je kriv. Kdo je kriv med 2005 in 2008, da je dal kakšne kredite, ampak takrat je bilo popolnoma drugače v družbi. Jaz ne trdim, da se ni nekaj dal. Samo to obtoževanje moramo ločiti od reševanja bančnega sistema, to je prva stvar. Druga stvar je pa ta zdaj državni holding. No, tu mene na nek način čudi, da minister, ki se ima za liberalca, ustvarja nekaj, kar sodi v 50 leta prejšnjega stoletja, ko smo imeli državna administrativna vodstva. Takrat smo imeli nekaj podobnega. In zdaj ustvarja spet nekaj podobnega, vse to državno lastnino podal skupaj, ampak tu imam jaz v mislih, da pravzaprav edini cilj tega državnega holdinga je razprodaja, nobenega drugega cilja ni. Ker če drugega ne, mi že imamo tisti Auken, ta Auken je seveda že prevzela politično ta nova oblast in ni nobenega razloga, zakaj ta Auken ne bi mogel tudi po njihovih navodilih zaradi mene upravljati s podjetji. Se pravi, če ti upravljanje že imaš, če ga to zahteva OECD, a je bila, ne, kar se na kakšne zahteve lahko izgovarjamo, če že to imaš, potem lahko s tem delaš, zakaj moraš to razrušiti pa ustanavljati novo inštitucijo, če ni želja samo, da bi prodal. Treba seveda, boš prodal ali ne boš prodal, ali je to čisto ideološko vprašanje ali ni ideološko vprašanje. Zelo jasno je nekaj, če boš prodal in privatiziral, potem kupcev domačih ne bo.
domačih kupcev trenutno nimamo, ki bi finančno sposoben karkoli kupiti. V glavnem so tisti, ki so bi finančno sposoben kupovali razna podjetja po nekdanji Jugoslaviji in tega domačih kupci ne morajo, se pravi pošedino prodal tujce. No in tu je pa ta problem, s katerim imam je že zelo dolgo upravka, se pravi tu je lastništvo, pa sem zaradi tega ne kakšen nacionalist, pa nacionalsocialist in podobne stvari. Moj razmišljanje je čisto enostavno. Če mi vstop premoženje prodamo tujce, potem sploh ne vem, zakaj smo postali samostojni. Potem nima nobenega smisla, da se postaneš spet neka polkolonialna država, kjer je vse odločajo tujci. A je to zmeraj tako koristno, kot se zmeraj prikazuje, ker za tem stojijo vse mednarodne finančne inštitucije, je pa seveda drugo vprašanje. Jaz ne trdim, da družba, ki jo prevzame tujc, ne postane uspešnejša, bolj učinkovita. Tam treba se vprašati, v čigavu korist je ta učinkovitost, to je ta prva stvar, in ali ta privatizacija s pomočjo vključitve multinacionalkov, kar pomeni tudi neka specializacija, ne bo presegala vezi z domačim gospodarstvom. To se pravi, če je tole stališča posamezne družbe koristno, ni nujno, da je to koristno tudi stališča gospodarstva kot celote. Tako da to so moji zmeraj pomisliki, zaradi katerih v vsakem primeru, ko se prodaja neke podjetja, je treba zmeraj pogledati tudi stranske učinke. Zdaj je trenutno ideja o prodaji ljubljanskih mlekarn, Lactalisu. To je treba malo pomisliti, kakšna je količina mleka v Evropi, ali tega mleka preveč, ali ga je premalo. Če ga je preveč, bi seveda zelo hitro razmišljalo o prodaji, ker če se spomnite, ko smo prodali tisto cukr fabriko v Prekmurju, je bila tudi situacija, ko je bilo sladkorja v Evropi preveč, če je bilo sladkorja v Evropi poveč, je bilo treba nekaj tovarn zapreti in seveda za to se dobil neki denar. Kmetje mislim, da so vse do lanskega leta dobili nek denar za to. Ampak potem si to premoženje izgubil, ko si ga enkrat prodal, si ga enostavno izgubil. Ne bom trdil, zdaj so slovenski menedži izboljšal tuji. Na eni strani je v bistvu tako, ne. Pri nas zmeraj za vse krivimo samo upravljanje pa socializem. Ja pa sej kriza svetovna ni nastala zaradi samo upravljanja. Nič nimamo s tem krizo socializma. Kriza je nastala bistveno druge. Se pravi, pri obeh imam zelo velike pomislike, tako pri slabi banki kot pri državnem holdingu, da gre v resnici za nekaj drugega, kot pa se prikazuje za reševanje. Česar pa ne razumem je, zakaj si tega ne da nišče dopovedati, zakaj se v nekaj zaletiš, pa boš to naprej pelal, tako da mi to mi ni povsem jasno, zakaj lahko to. Ne najbolj še nikoli ne bom prevzel na zakupu neko stališče, da vse država hoče, ne, vlada hoče državljanom slabo. Enostavno tega na način skoraj ne more sprejeti, zakaj bi to hotela. Ne razumem pa, zakaj nič ne reši. A bo krize konc ali krize ne bo konc, ne vem, lahko je bo konc, kot jaz pravim, ko se bo na njo privadili, bo nekaj postala nekaj normalnega. Znaki v Evropi so slabi, kriza se mene povečuje. 4 leta že rešujemo Grke, pa so zdaj že na 100% v slabšem položaju kot so bili, pa 4 leta. Ve se zakaj, vsa tista pomoč, ki se daje pri toliko milijard, sploh v Grčijo nagrebe, ker sosednemu skladu, ki je pač posodil, ker je pač Grčija namenjena za to, da se vrnejo neki dolgovi. Tako da zaenkrat nič ne kaže, da bo Evropa hvala spoznala, kaj se je dogajalo pred 80 leti in z njimi seveda mi sami pa pravzaprav ne moramo razmatrati, da se imamo takve banke in podobne stvari. Ker kakorkoli ne, treba je priznati, da nismo več država. Država ima namreč 4 ekonomske atribute, denar, davke, sistem pa meje. Nič od tega več nimamo, ne. V bistvu smo pokrajina in pokrajina prav veliko ne more narediti, posebno, če je bolj majhna. Lahko bi pa seveda nekoliko drugače delali, ampak v bistvu je princip naših politikov, da že vnaprej prisegajo na vse, kar je nekdo drug rekel, ne da bi prav premislili.
Jaz sem pa preučil, se bi malo to. Okay.